V nedeljo se je začela pomlad, ki smo jo že težko čakali. Tudi to je bil razlog, da je bil prvi delovni dan ta teden lepši in bolj sproščen kot sicer, pa še sonce nas je razvajalo. V nocojšnji oddaji si med drugim oglejte. Osrednja prireditev ob Mednarodnem dnevu gozdov v Litiji. Splošna bolnišnica Trbovlje predstavila novo pridobitev. Litijski občinski svetniki so imeli redno sejo. Včeraj je bil Mednarodni dan gozdov. Slovenija je po gozdnih površinah na 3. mestu v Evropi, saj ima preko 60% površine poraščene z gozdom. Osrednja prireditev, ki jo je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, je bila v Litiji, kot uvod pa je bila novinarska konferenca. Na njej je bilo predstavljeno aktualno stanje v naših gozdovih in skrb zanje, tako da so le-ti v zelo dobrem stanju. Ta, bom rekel, ideja je stara že nekaj let. Tudi nedavno je bilo v Dolah pri Litiji en pomemben dogodek na temo oglarjanja. Prižgana je bila kopa velikanka in takrat smo se tudi župano dogovorili, da pa ta dogodek letos kar organiziramo v Litiji. Ste strokovna inštitucija, seveda na tem področju, pa me zanima, kako ste pravzaprav zadovoljni s stanjem naših gozdov, slovenskih gozdov? Ja, slovenski gozdovi so kljub številnim ujmam, ki so se vrstili od leta 2014 naprej in potem tudi napadom podlubnikov, še vedno v relativno dobrem stanju. V teh zadnjih letih smo tudi, bom rekel, uspeli za umetno obnovo, se pravi zasadno obnoviti kar, bom rekel, rekordno število gozdnih površin, na kar smo ponosni in seveda tukaj gre zahvala tudi vsem lastnikom gozdov, ki so opravili izjemno delo. Danes boste podelili tudi nagrade za najboljše lastnike gozdov. Kaj pravzaprav odloča za pridobitev tega naziva? Ja, tukaj je kar precej kriterijev, ampak bom rekel, glavno je, ti lastniki gozdov morate vedeti, da so praktično vsi nekako tesno življenjsko povezani z gozdom, so vsi zgledni, skrbni gospodarji, skrbijo za stroko v svojih gozdovih, se pravi za strokovno izvedbo del, upoštevajo večnamensko vlogo gozda, se pravi vse njegove vidike in funkcije, od okoljskih, socialnih in tudi ekonomskih. Zavedajo se, kako pomembno je varno delo v gozdovih in se tudi na tem področju izobražujejo in nenazadnje tudi dobro sodelujejo z javno gozdarsko službo iz Zavoda za gozdove. Glejte, pokritost gozda v Sloveniji je izjemno velika. Mi smo tretji po vrsti v Evropski uniji po procentu, po deležu gozdov v državi, imamo jih 58%. Seveda pa zasledujemo tudi kakovost in kvaliteto, to z različnimi ukrepi posredno tudi sofinansiramo gozdno nego in spodbujamo lastnike gozdov, tako zasebne, kakor tudi nacionalnega službo državnih gozdovi, da posvečajo tudi pozornost negi, kajti to, kar danes storimo v gozdu, se nam bo obrestovalo čez 20, 30, 40 let, kajti tudi temu vprašanju priprave lesnega sortimenta za gozdno-lesno verigo v zadnjem času, v zadnjih 2 letih pod to vlado posvečamo veliko skrb, kajti zavedamo se, da bomo gozdno-lesno verigo lažje vzpostavili ravno z slovenskim lesom. Cilj je, da z našimi slovenskim lesom oskrbujemo podjetja, ki pripravljajo končne izdelke in kar si želimo je to, da bomo imeli v prihodnje več izdelkov, katerim bomo lahko se pohvalili, da je tudi les zrastel v slovenskih gozdovih. Po daljšem času in napornem obdobju spopadanja z epidemijo je zaključena prva večja investicija v splošni bolnišnici Trbovlje. Gre za nakup in montažo nove operacijske mize z razsvetljavo v glavni operacijski sobi. V okviru operacijskega bloka se operacije opravljajo na operacijskih mizah iz leta 1995 in 2006, zato je bilo nujno potrebno nadomestiti najstarejšo mizo, ki je resnično dotrajana in zastarelo tehnologijo.
Med operacijami se uporablja teleskopska halogenska razsvetljava iz leta 2003, ki je poleg velike električne porabe med delovanjem tudi višja temperatura v delovnem ozračju. Definitivno je ta operacijska miza, ne bom rekel najboljše in najbolj sodobno čudo tehnike, vendar nekako nas uvršča v vrh slovenske tehniške oziroma tehnične izpopolnjenosti, daje nam ogromno možnosti, ki so ne samo enake in boljše, ampak nam nekako dodajo še neke druge možnosti. S tem nam se odpirajo nova področja dela. Upam, da bojo še nekatere investicije, o katerih smo nekako v razgovoru, predvsem tukaj govorimo o klima napravi, nam še olajšale samo delo. Če je delo lažje, se dela boljše, če se dela boljše, se dela več, če se dela več, naredimo več in tukaj bomo zadovoljni vsi, tako vodstvo kot predvsem in kar je najbolj pomembno seveda sami pacienti, ne nazadnje pa zadovoljni tudi zaposleni. Kaj vse pa je še načrtovano obnoviti? Definitivno si želimo javno-zasebnega partnerja že pridobiti in že začeti z prvo fazo izgradnje. Mi namreč imamo 3 faze izgradnje parkirišč na območju Splošne bolnišnice Trbovlje in za prvo fazo imamo z obstoječim OPPN-jem že pokrito parkirno hišo. Smo pa ravno danes je že razgrnitev OPPN-ja na občini Trbovlje. Smo uspeli zdaj v 2 mesecih zadeve tako daleč spraviti, da bomo imeli kmalu v OPPN-ju, jaz upam, da najkasneje jeseni letos, definitivno pred lokalnimi volitvami, na občinskem svetu že potrjen nov občinski podrobni prostorski načrt, kjer bo upoštevana še ta širitev na 2 drugi mikrolokaciji. Kajti tisti čas, ko se bo gradilo, bo še manj parkirišč na voljo, kot jih je sedaj. In zato je smiselno, da delamo v 3 fazah, da razbremenimo ta mirujoči promet in omogočamo normalne dostope, predvsem urgenci. Tako da želja je prva faza letos, druga 2022 in tretja 2023. V vsakem primeru do konca 2024 bi res rad, da je parkiranje na območju SBT urejeno. Včeraj so se na svoji 23. redni seji sestali litijski občinski svetniki. Osrednja točka je bila potrditev rebalansa letošnjega proračuna v 2. branju. Po predstavitvi sprememb proračunskih postavk, ki jo je opravil direktor občinske uprave Ivan Matijevič, so svetniki domala brez razprave rebalans potrdili. Tako je občina Litija dobila enega izmed največjih proračunov do sedaj, saj bo imel za dobrih 18,5 milijonov evrov prihodkov, odhodkov pa bo za 22 milijonov. Po seji je župan Franci Rokavec za našo televizijo povedal. 2 razloga sta za to, da je proračun dejansko na odhodkovni ravni visok, kar dobrih 22 milijonov pa pol. Zgodovinsko je to drugi največji proračun v zgodovini občine Litija. Ampak ne glede na to, moram reči, da je razlog za tako visok proračun velik prenos sredstev iz prejšnjega leta v višini 3 milijonov 600 tisoč evrov in pa seveda tudi na prihodkovni strani več sredstev z naslova povprečnine, pa seveda velikih aktivnosti, ki jih je imela občina na podlagi pridobiti investicijski transfer iz, se pravi, državnega proračuna oziroma tudi evropskih virov. Zato je tudi proračun, rekel, v takšni višini. Res pa je, da imamo vsega skupaj kar krepko čez 100 projektov, ki jih občina pelje v letošnjem letu. Zato bo potrebno kar veliko aktivnosti na izvedbeni fazi, ampak kakor stvari v tem trenutku kažejo, moram reči, da se ne bojim in sem prepričan, da bomo s skupnim delom, tako s predsedniki in pa s člani krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnega podjetja in pa same občinske uprave v sodelovanju z občani lahko speljali zastavljene cilje. Je pa res, da so tudi investicije, kot je sam vrtec Najdihojca, ki recimo samo v proračunu ima dobrih 3 milijone pa pol
postavko na odhodkovni strani, pa potem kolesarska povezava, ki ima spet dobrih 1,5 milijona odhodkov, pa potem skoraj da milijonski odhodek na područni šoli Hotič. To so seveda, kar visoke številke, pa poleg tega še cel kup, se pravi, na cestni infrastrukturi, vodooskrbi, športni infrastrukturi in še, se pravi, na ostalih segmentih, tako da bo aktivnosti za izvedbo zelo veliko. Čeprav je bil datum slavnostne predaje prenovljene odrske tehnike v Delavskem domu Zagorje načrtovan po začetku leta, so dogodek zaradi protikoronskih ukrepov morali prestaviti na kasnejši čas. V četrtek 17. marca pa je oder zasijal in gostil domače glasbene izvajalce. Godalno komorno skupino Glasbene šole Zagorje, harmonikarski orkester Glasbene šole Zagorje, pihalni orkester Sveja Zagorje ter glasbeni skupini Lagards z Urošem Mržišnikom ter Težkimi lumpi in folk idoli. Kot prvi je obiskovalce pozdravil minister za kulturo Vasko Simoniti, ki je za nas povzel. Torej, vsekakor je prijetno presenečenje v tem smislu, da je pozornost, ki jo je ministrstvo izrazilo s tem, da je dalo omogočilo velik delež sredstev za to, da se je ta tehnični park, bi človek rekel, tega imenitnega kulturnega doma obnovil, je v tem smislu, da smo slišali danes na koncertu, da je v polni meri zaživel, se potrdil ta vložek in predvsem lahko rečem, da sem presenečen nad količino glasbenikov ali pa tistih, ki se z glasbo ukvarjajo v glasbenih šolah v Zagorju in se mi zdi, da je s tem tudi upravičen, torej so pričakovanja, da so dobri obeti in da ta dom bo zaživel v polni meri, absolutno. Kako pa gledate na ministrstvo, na lokalno skupnost oziroma regijo, kot je Zasavje? Glejte, ministrstvo je določilo neke prioritete in je šlo v en investicijski cikl od Murske Sobote, če hočete, do Gorice, od Vrbe na Gorenjskem do Žužemberga na Dolenjskem. Zakaj to povem? Zaradi tega, ker smatramo, da je treba kulturo omogočiti pravzaprav čisto na vseh področjih, kajti iz neke količine in pozornosti, ki se jo daje in omogoča, potem dobite tisto presežnost in tisto kvaliteto, tiste posameznike, ki potem močno izstopajo. Je pa važno to ob tem reči na vseh področjih šolanja, če hočete tudi glasbenem, da se te isti mladi vrnejo nazaj. In to se mi zdi, da pa je dolžnost in politika tako lokalnih skupnosti kot na državni ravni. Spregovoril je tudi zagorski župan, ki je poudaril pomen kulture in osrednjega kulturnega hrama ter se zahvalil Ministrstvu za kulturo in ministru Vasku Simonitiju, ki mu je ob tej priložnosti predal simbolno darilo, repliko fibule. Nazadnje je obiskovalce nagovorila direktorica Kulturnega centra Delavski dom Zagorje, Karmen Cestnik. S to naložbo je naš kulturni center dobil prenovljeno, tehnično dovršeno, varno in funkcionalno odrsko in scensko tehniko, ki ustreza vsem sodobnim zahtevam in standardom. Nastopajoči in zaposleni imamo v Zagorju ob Savi zdaj najboljše pogoje za izvedbo kakovostnih prireditev, vsi obiskovalci Kulturnega centra Delavski dom Zagorje pa jih bodo lahko odslej še bolj doživeto spremljali. V petek so v galeriji Medija v Zagorju odprli razstavo likovnih del, ki je nastala na lanskem ekstemporu Artkum na Kumu. Razstavo je odprl Milan Razboršek, ki v nagovoru obiskovalcem poudaril, da se ekstempore Artkum ter slikarska kolonija iz Lake Zagorje nenehno povezujeta, po drugi strani pa imata vsaka svoje specifike. Obiskovalci so z zanimanjem pogledali razstavljena dela, ki nedvomno prepričajo tako svojim konceptom, tehnikami in samo vsebino. Vse, ki pa so zamudili odprtje, si lahko razstavo ogledajo do 6. aprila. Ob koncu razstave smo spregovorili z Milanom Razborškom, ki nam je odkril nekaj posebnosti. Zdaj, kar se tiče razstav v galeriji Medija, letošnje leto je to druga po vrsti v galeriji Medija. Drugače, kar se pa tiče razstav vezanih na ekstempore Artkum, je pa letošnja ta razstava, se pravi od lanskega leta,
Mislim, da je to tretja ali pa četrta po vrsti, pripotovala je iz Rogaške Slatine, in pa še v nekih drugih krajih je bila pred Zagorjem. Kaj je posebnost letošnje razstave? Letošnja razstava seveda je rezultat lanskoletne produkcije, ne, in lansko leto se je odvijal ta extempore Art Cum v drugi polovici meseca avgusta na Cumu seveda, kjer ima seveda svojo, bazo Art Cum vsega začetka. In lansko leto je bil ta extempore nekako posvečen našemu, lahko rečemo, očetu te kolonije oziroma extempore Art Cum, to je Janezu Knezu, ne, ker v lanskem letu je Janez Knez nekako imel dvojni jubilej. Če bi dočakal, bi bil star 90 let, in pa obenem bila pa to tudi 10-letnica njegove smrti, ne, in v lanskem letu smo tako in tako po celem Zasavju pravzaprav ta datum obeležili v vseh treh oziroma občinah, ne, in dejansko je v teh delih, ki so zdaj v tej galeriji Medija razstavljeni, ne, začutiti to prisotnost Janeza Kneza, ne, nekatere bolj dobesedno, nekateri celo so naredili oziroma portrete njegove, do nekih drugih, bi rekel, bolj simboličnih potez, ampak duh Janeza Kneza je prisoten na tej razstavi. Ja, moram reči, da tako številčne razstave že dolgo časa v galeriji Medija nismo imeli. Ravno pravzaprav smo uspeli vse slike, ki smo jih dobili, tudi razstaviti. Vseh slik je 37, avtorjev je pa 27. Tako da je res produkcija kar obširna. Naj pa povem še to, da ne gre zgolj za slikarsko razstavo, lahko govorimo dejansko v likovni razstavi, kajti prisotni so v zadnjem času zelo pogosto in tudi na tej razstavi seveda fotografi z svojimi odličnimi deli, potem so prisotni tudi kipari z skulpturami. In še nekaj je potrebno omeniti, da je zadnje čase, v zadnjih parih letih ob zaključku extempora tega 3-dnevnega na Cumu vsako leto nekako tudi vključena glasba, kar je zelo zanimivo, ne. Zanimiv koncert smo imeli v lanskem letu, kar številčna tudi publika, ki je prisostvovala temu koncertu na vrhu Cuma, ne. Tako da nekako čezdalje več kulturnih branž nekako zaokrožuje ta Art Cum. Še mesec dni nas loči do že drugega Hrastnik traila, gorskega teka po naši znameniti planini Kav. Prejšnji je potekal sicer v mesecu septembru, a ker so organizatorji prvotno tek zasnovali kot spomladanski dogodek, bo druga izvedba že kaj kmalu. Več pa vam naj povedo kar sami. Recimo temu tako, da je lahko že skoraj tradicionalno, če pa ni, pa stremimo k tem, da bo postalo. Kakšna sta sam cilj in namen? Cilj je v bistvu samo povezati ljubitelje teka, ljubitelje rekreacije na enem takem lepem športnem dogodku in še da v bistvu izpostavimo zasavsko območje in bolj specifično planino Kav za mogoče širšo območje Slovenije in za to, da pač pritegnemo mogoče kaj več obiskovalcev v te kraje. Letos pa bo hkrati potekalo tudi državno prvenstvo? Tako je, ja. Zaprosili smo za državno prvenstvo in to nam je tudi uspelo pol pridobiti, tako da vzporedno z rekreativnim tekom bo potekalo tudi državno prvenstvo, sicer z ločenimi štarti, tako da ne bojo mogoče tisti rekreativci pol prikrajšani, obenem bojo pa lahko tudi videli pač profesionalce pri delu, ne. Kje se lahko prijavimo na sam dogodek? Najlažje kar prek naše spletne strani dogodki.mch.si. Tam imate vse informacije, ki jih potrebujete in to je to, vabljeni na dogodek, ne. Letos Hrastnik trail poteka ponovno po 2 trasah. Kakšni in kateri trasi sta to? Prva trasa je 12-kilometrska, ta je tudi za državno prvenstvo, plus tega za vse, ki se tukaj prijavijo. Za vse je dovolj, ker je to 3 ure limit, to je vrko dost. Druga je pa 6-kilometrska, ima pa višinca samo 133 višine. Štart in cilj sta na Kalu, prirejena je mladinska trasa, ta je za državno prvenstvo. Želim samo lepo vreme, pa gaza, gržite, ne? Vsi, kjer pač se mu zdi, da se bi družil, kako reko, kak pirčk spil. Vse gledalce ETV-ja bi tudi res lepo povabili, če že ne pridete laufat,
pridite saj pogledat. Državna tekma je res, bom rekel, ena redka stvar, mogoče sploh za Zasavje. Če smo jo dobili, jo verjetno tudi dolg ne bo. In videti ljudi, ko grizejo v ta zadnji hrib, v planino gor, ni za vsak dan. No. Vsaka spodbuda, da bojo pa še bolj grizli, pa zelo dobrodošla. No. Tako da vabljeni 23. aprila na planino Kav v Hrastniku. To pa je vse v današnjih novicah. Hvala za pozornost in nasvidenje.